Kaj so Pedri? Kako? Pedro. Alja. Dajmo se. Pa dejno. VIP voditelj na Radiu Robin. Tandi sem z vami, z nami pa ostaja današnja VIP voditeljica in pevka Alja, ki pa se lahko pohvali, da je nastopila na istem odru kot skupina Nazareth. Ja, kdaj je bilo to, Alja? Povej, no. Ja, ne veš? Ne. Ja, v Zelenem gaju, ne. Oni so bili 20. maja 95, ti zbila pa pol čez koliko let. A ja, to, okej. Ja, tudi oni so bili v Zelenem gaju. Jaz sem bila večkrat v Zelenem gaju. Ja, to pa je tudi res, ja. Ampak pazi, nisi povezana samo z Nazareti, ampak tudi s Pink. Kaj pa to? Menda ti je napisala pesem z naslovom, popravi me, Girls Like the Losers. Girls Guide to Losers. Okej. Okay. Meni se zdi, da jaz še nisem slišal, kdaj bo išla. Ne, in tudi je ne moreš, zato ker to je pesem, ki smo jo naredili. Potem pa je moja takratna založba mečkem bila prepočasna v komunikaciji in je ta pesem v bistvu že v pari dneh šla naprej. Ja, in to je ena od stvari, ki najbolj obžalujem po mojem v svojem življenju. Ko smo že ravno pri 25, ko si začenjala, se enega izmed tvojih prvih koncertov udeležila tudi naša novinarka Vanja Trkman, ki je zdaj z nami. Vanja, kje si bila na njenem koncertu, povej mi? Ja, bilo je to v Ljubljani, Škisova tržnica. Kaj si bila ti študentka, ne? Tiste davne dni. A je Alja v 70-ih že nastopala? A nisi bila takrat študentka? Ja. Ne, res prvi letnik. 2000-2001, recimo, ne? Ja. To je bila pa moja prva Škisova. Po moje, prva. In kaj je rekel in tvoj kolega? Ja, sej zato mi je ostalo tako v spominu. Prav rekel, mislim, da iz te punce neki bo. Ampak pazi, Alja tudi združuje, kaj se je zgodilo z enim tvojim kolegom. Ta prijatelj je zaupal tisti koncert, da je goji ene močne čustva do svoje kolegice in ja, tisti dan je bilo tudi tak nastanek nove ljubezni. O, Marija, združuješ ljudi že na prvem koncertu. Joj, koliko sem vesela. A veš, to so pa take lepe zgodbe življenjske, vidiš, to je res tisto, kar šteje. Vanja, a si vedela, da ima Alja posnemovalce v Ameriki? Ja. Skupina The Train je na sodišču zgubila sodbo, ker je naredila plagijat, ki spominja na Aljino uspešnico A veš. Alja, kje so Gremijevi nagrajenci našli tebe, oziroma najprej, kje so najdli Slovenijo, pol pa tebe, zastopiš? Zdaj isto rečeš, ko Savinčani. Slovinsko. Meni je bilo tudi zelo zanimivo to vse skupaj. Jaz sem se vozila domov iz Ljubljane in slišim to pesem in kličem Jana in sem rekla, Jan, oprosti, ampak tole meni liči na čisti plagijat. Refren je čisti plagijat. Govorimo o Janu Plestenjaku, ne? In seveda je potem šel v akcijo in so to preverili tudi iz strani založbe in se je izkazalo, da je to res. In zdaj živita samo od te odpravnine, ne? Tako je. Odlično. V decembru sem se selila, recimo tako rečemo december, ampak nisem mogla takrat nobenih pravzaprav vtisov nekih dobiti od domu, ker me ni bilo nič doma, ker smo imeli skozi koncerte. Ampak mnoge zanima, ali živiš v njej sama? Ne živim sama. S kom se prebuja Alja? Dva pomerančka imam, Bono in Abba. Ja, izgleda, da iz te moke ne bo dosti kruha. Upam, da boš v nadaljevanju bolj drzna. Čas je za hitre odgovore. A si pripravljena? Gremo. Kaj je tvoja šibka točka? Svoboda. 3 stvari, ki morajo biti nujno v tvoji torbici. Telefon, ključi od avta, pa ne vem, ključi od hiše. Največji strah? Verjetno pred neuspehom. Lulanje v morje? Ne, ni zdravo. Največja laž o tebi, sebi? Da sem visoka, da nisem dostopna, to je največja laž. Okay. Na kaj pomisliš, ko slišiš refren te skladbe? Na morje in na melodije morja in sonca. Drugo me zanima, ti bi, da bi jaz in ti, kaj da bi je vidva?
Ja, to boš mogel pa vprašati avtorja. Avtorja bomo vprašali. In zdaj se boš soočila z malo radovedno poslušalko, ki rada zasliši naše vipovce. To je poslušalka Lea, pa dajmo slišati, kaj te sprašuje. Živjo, Alja, v koliko barvnih odtenkov si že imela pobarvane lase? Zanimivo vprašanje, kako je ime? Lea. Lea, točno. Lea, najprej lepo zdrav, hvala za vprašanje. Odgovor se pa glasi, moji lasje so bili pobarvani že v roza, vijolična, rumena, zelena, modra, črna in rjava. To je to. Hmal smo šli na oglase, no? Mislim, toliko naštevanja. Gremo naprej na drugo vprašanje. Kaj je bila najhujša stvar, ki se ti je zgodila na odru? To, da sem res fajn padla, ker sem se zapletla v svoje krilo. Pa potem enkrat na televiziji sem imela eno dolgo krinolino, ki se mi je kar naenkrat začela odpenjati sredi zelo umirjene, lepe baladne pesmi z orkestrom. Pa seveda na televiziji, vse je bilo posneto in prav čas sem sicer še ujela, da sem prijela to krilo. Ampak ja, temperature, Vajdušna 13 stopinj, Votlca 4, Šembet 13, Pedrovo 10, zanimiv kraj, Mozirje 11. Kako se reče, Mozirčani, kaj ste vi? Mozirjani. Mozirjani. Kaj so pa prebivalci Pedrovega? Kaj so Pedri? Kako? Pedro, Alja. Dajmo se. Pedrovci. Pedrovčani. Greva na promet, ja. Prometni servis Radia Robin. Daj si nazadnje jahala. Konja, mislim. Ja. Smo le družinska oddaja. Jezdila, kar par let nazaj. No. Par let nazaj. Ja. No, kmalu boš mogoče ponovno v studio s posebnim razlogom prihaja Franko Bajc. Franko Bajc, naš domačin je prišel. Boš dal mičkano kasneje, kar izvoli tukaj na svoj stol. Ja, tako en lep pozdrav. Živijo Franko, ja. Kako si? Jaz sem super, zdaj pa še boljši. Ja. Na ta moment sem čakal, moram reči, kar nekaj časa že. Ja. Prav Aljo si čakal. Zelo zmagovalec vseh slovenskih šovov, tisti, ki se mogoče spomnjavate, kje vam je to narečje znano. Franko, ti prihajaš iz familije, ki ima doma ranč in ogromno enih konj. Koliko jih je? Tako, zdaj jih je okrog 30, od tega 7-8 takih, ki se jih redno jaha. Ostali so pa divji? Ne, ostali so slovenski hladnokrvni, jaz bi rekel, pač bolj počasni konji, se jim ne toliko posvečam, raj jaham te hitre. Ja. Ta hitre. Tako, ja. Tudi ti kaj tekmuješ, dirkaš? Tekmujem, ne, imam pa zdaj eno kobilo, s katero bi rad letos dirkal galop, se pravi... Kaj imaš Angležinjo, Rabko? V bistvu imam quarter horsa, načeloma prnes bi mogla biti dirka na 400 metrov, trenutno so bolj za 600, kar bi tudi moglo iti. Okay, to so pa super pasma, to je pa tako safe pasma, zelo v redu. No. Poslušalke in poslušalci, če ne veste, kaj se pogovarjate, niste edini. Sicer pa, evo, s posebnim razlogom si danes tukaj, kaj imaš s sabo? S sabo imam nekaj, kar mora zmeri biti, eno kapljico iz naše doline in pa eno kuverto, katera upam, da ti bo prišla prav. Kar odpri pa preberi, ne? Da vidimo, kaj ti podarja. Bon za terensko jahanje. Lokacija. Fant je dobre volje. Ja, tu je našega ranča, kjer si dobrodošla sama v paru ali pa z družino, kukarkoli. Zdaj boš imela možnost jahati, bože, česat konje na kmetiji Bajc, lahko boš tudi kidala gnoj, če boš imela tak navdih. Jaz nisem nič fina. Lahko boš posnela ne nazadnje tudi kak videospot tam, ne? Tudi, ali pa slikanje, vse vključeno. In jaz ti dodajam še glavnega akterja, Franka Bajca, zgoraj brez. To je pa že zdaj next level, ne? VIP voditelj, vsako sredo popoldan na Radiu Robin.